Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Kranjski kulturni hrami bodo že teden prej kulturno obarvali gorenjsko prestolnico. 8. februar pa je že tako ali tako največji kulturni dogodek na prostem v državi. Res je, 1. februarja v Kranju začnemo s tednom kulture, ki bo potekal vse do 8. februarja z glavnim dogodkom Prešernovim smenjem. Od 1. do 7. nekako zajemamo dogodke od otvoritev razstav, razne proslave se v Kranju odvijajo v tem času, literarni večeri, predstave, skratka pestro kulturno dogajanje, ki smo ga nekako želeli strniti pod skupnim imenom Tednom kulture. Glavni dogodek pa seveda zaključuje 8. februar Prešernov smen. Veseli oziroma Prešerni december se je komaj zaključil, že je tu največji dogodek, Prešernov smen. Gre za velik zalogaj v organizacijskem smislu, pa vendar so akterji in nastopajoči že pripravljeni. Letos je že 15. po vrsti, to pomeni, da kar nekaj stvari utečenih, znanih, seveda se pa začne že vsaj 3-4 mesece prej. Mestna občina je za organizacijo kulturnega dogodka v Kranju glede na obsežen program namenila 23.000 evrov. Na Prešernovem smenju bo sodelovalo 600 nastopajočih iz vseh koncev Slovenije. Odziv je več kot odličen. Vsekakor, jaz se spominjam prvih Prešernovih smenjev in dejansko prireditev se je razvila do te mere, da si ljudje, torej nastopajoči, želijo postati del tega in potem je to lažje. Dejansko je to res osrednja in pa najbolj množična prireditev ob kulturnem prazniku na prostem. Vsako leto dobivamo različne prošnje za sodelovanje na dogodku, tako da število se povečuje iz stališča nastopajočih. Žal iz stališča razstavljavcev imamo omejen prostor, tako da zdaj že kar veliko število zavračamo. Ustanovili smo posebno komisijo, ki izbira razstavljavce, ki lahko sodelujejo na Prešernovem smenju, kajti prijav je res ogromno, vsem žal ne moremo ustreči. Letos se v organizaciji Zavoda za kulturo in turizem Kranj prvič dogajanje, kot že omenjeno, širi na dneve pred praznikom. Galerija Prešernovih nagrajencev, gledališče, mestna knjižnica, Gorenjski muzej z mestno in Prešernovo hišo, Lajrjeva hiša s stolpom Škrlovec, Mala galerija, Zavod za varstvo kulturne dediščine ter otroški stolp Pungart. Našteti vam bodo že jutri na stežaj odprli svoja vrata. V mestnem jedru pa boste, tako kot vsako leto doslej, začutili romantiko 19. stoletja. Letošnja novost so tudi cilindri. Cilindri so, lahko rečemo, statusni simbol, nepogrešljiv del mode 19. stoletja in letos si želimo poleg teh 600 nastopajočih, da postanejo del tega tudi obiskovalci sami. Poleg tega, ko lahko natisnejo Zdravljico v Blaznikovi tiskarni iz tega časa, ko se lahko popeljejo, skočijo s pravimi lipicanci, ko lahko si ogledajo, kako kovač kuje in izdeluje izdelke, ter seveda sejem domače in umetnostne obrti. Sprehodite se torej po romantičnem stoletju in doživite spomin na čas, ko je živel Prešeren. Ob koncu februarja se v Kranju obeta Prešernov karneval ali po domače pust. Kdo pravi, da je Kranj mrtvo mesto?